Projekt Evropska unija v moji šoli. Posvet o tradiciji in prihodnosti uporabe olj v prehrani. Pozdravljeni, spoštovane gledalke in gledalci, in vljudno vabljeni k ogledu osrednje informativne oddaje Dogodki. Učenke in učenci iz Porabja in Prekmurja so v okviru sodelovanja med Slovenijo in Madžarsko spoznavali skupne točke s pomočjo delavnic o skupnem zgodovinskem in kulturnem prostoru. Z zanimivimi delavnicami so učenci spoznavali Evropsko unijo oziroma regije, ki so jim blizu, na poučen in zabaven način. Porabski učenci so obiskali Pomurski muzej v Murski Soboti, ker so s kustodinjo Matejo Huber spoznavali skupne točke s pomočjo spletnega portala e-dokumenta Panonika. Portalom, ki je zbirka podatkov o kulturni dediščini na obeh stranih slovensko-madžarske meje. Ja, delavnice so samo en od programa, ki ga tukaj izvajamo za te osnovnošolce. Delavnica je povezana s temo gradov, kajti pred delavnico smo z učenci bili na naši stalni razstavi, kjer smo raziskovali življenje na gradovih, tako da so se nekaj naučili. Tudi v tem grajskem salonu smo bili in se pogovarjali o njem. No, na delavnici pa bodo si izdelali svoje heraldično znamenje, svoj grb, kajti tudi to smo izpostavili pri življenju na gradovih in plemičih, ki so imeli pač kot dokaz svojega plemiškega porekla grbe, tako da si bodo na platneno vrečo izdelali, ustvarili svoj osebni grb, tako da to je povezava z vsebino, ki smo jo usvajali na razstavi. Sem pa jaz že te učence obiskala pred našim srečanjem tukaj v muzeju, na šoli. Obiskala sem jih pa zato, ker pravzaprav sodelujemo v kampanji, ki jo širi Evropska komisija, in gre za kampanjo, ki se imenuje Evropska unija v moji šoli. Predzgodba tega sodelovanja je pa en naš Interregov projekt Slovenija-Madžarska, ki smo ga izvajali skupaj še s partnerji Slovenije in Madžarske. Projekt se imenuje e-dokumenta Panonika in zaradi njega sodelujemo s temi šolami. Čisto da na kratko povem, gre za spletni portal, na katerem je naloženo digitalizirano gradivo kulturne dediščine iz Prekmurja in pa Železne županije za posamezne kraje. Tako da to je predzgodba našega sodelovanja in na prvem obisku sem učencem ta spletni portal predstavila, da so razumeli, kaj sploh ponuja, kaj si lahko oni z njim začnejo, torej lahko si pomagajo pri izdelavi kakih seminarskih nalog ali tako, če jih zanima. Tako da sedaj smo to prvo srečanje nadgradili, da so oni prišli k nam in pa sledi še potem tretje srečanje, zaključno srečanje, ki bo prav tako potekalo na šoli. To pa bo pripovedovalska delavnica. Z mano bo takrat tudi prišla pisateljica, gospa Norma Bale, in z učenci bomo izdelali eno tako knjigico za zgodbo, kjer bodo ta doživetja, to, kar so se naučili, predstavili v eni taki zgodbici s fotografijami. Prekmurje in Porabje sta bila nekoč skupna dežela, ki jo seveda kulturna dediščina neločljivo povezuje, ne glede na nekdanje administrativne delitve. Taka sodelovanja so zelo dobrodošla, tega bi lahko bilo vsekakor še več, tako da meni je izredno veselje, da sem lahko tukaj tem učencem iz Porabja predstavila naš muzej, tudi Mursko Soboto, kajti vsi so prvič tukaj v tem muzeju, tako da to je zelo, zelo dobrodošlo, torej tako sodelovanje. Dejansko se ustvarjajo neke vezi med nami in to je lahko samo neka osnova, na kateri delamo potem še naprej. Mateja Huber še o prednostih portala e-dokumenta Panonika. To je uporabna zadeva tako za učence, kot recimo za turistične delavce, za splošno javnost, tudi strokovno javnost, ker so res preverjene informacije gor, tako da gre res za eno tako verodostojni vir podatkov in pa gradiva o Prekmurju in pa Železni županiji. Pa še beseda o kreativni delavnici.
Vsak bo izdelal svoj osebni grb, torej bo se nanašal nanj. Učenci bodo dobili en list z pogostimi motivi, ki se pojavljajo v grbih. Zraven bo tudi pisal, kaj je pomen nekega motiva v grbu. In potem si bodo izbrali 3 motive, bodi si glede na to, ali jim bo všeč vizualno, ali bodo jih izbirali glede na pomen. To je čisto njim prepuščeno, tako da pričakujem zelo unikatne grbe. Že eno tako delavnico imamo za seboj in nastali so res krasni izdelki, tako da z nestrpnostjo pričakujem, kaj bodo ustvarili porabski učenci. Učence na osnovni šoli Kuzma je poleg Mateje Huber iz Pomurskega muzeja obiskala profesorica slovenskega jezika in pisateljica Norma Bale, ki je vodila delavnico na osnovni šoli Kuzma. Jaz sem tukaj pravzaprav na povabilo Pokrajinskega muzeja Murska Sobota in z muzealko Matejo zelo dobro sodelujeva. To je najina zdaj že mislim, da 4. šola. Bili sva tudi že v Porabju in te izkušnje, torej obiskovanje teh različnih osnovnih šol, danes smo torej na Kuzmi, so izjemno zanimive. Govorim zase, namreč zmerom znova sem tako fascinirana, kaj vse otroci in njihovi učitelji počnejo na teh tudi manjših šolah, kakšna je to kreativnost in kreativno tudi mi zdaj poustvarjamo njihove vtise in jih vežemo, lepimo, rišemo in zapisujemo v eno tako knjižico, zgodbo, ki potem nastane in kjer se seveda zgodi refleksija na to, kar so spoznali, kar so videli in na koncu koncev tudi nekako se, kar se tega kreativnega procesa tiče, soočijo v pozitivnem smislu z torej stvarmi, ki se dogajajo v njihovem kraju, s pisatelji, ki so ustvarjali v njihovem kraju, s tistimi, ki prihajajo torej kot pišoči na njihovo šolo in poskušajo torej poiskati zgodbo. Torej, kje so zdaj te zgodbe in ko najdemo zgodbo, kako to zgodbo zdaj narisati, zalepiti, napisati na način, da bo zanimiva tudi tistim, ki jo bodo kasneje prebirali in pa, kar je zelo, zelo važno, da se ob tem zabavajo tudi sami. Norma Bale je obiskala tudi že Porabje. Sama v Porabje prihajam od svojega 19. leta, tako da tudi sama seveda opažam neke spremembe. Tukaj pri tem projektu gre pravzaprav za, torej v mojem delu, pri katerem sodelujem, gre za, kot sem rekla, poustvarjanje tega, s čimer so se seznanjali v muzeju, torej z zgodovino. In seveda jasno je, da imajo otroci neko drugo seveda znanje slovenskega jezika, torej slovenskega jezika kot knjižnega jezika, da smo se tam morda pogovarjali nekoliko na drug način, ampak bilo je zelo zanimivo in izdelki, ki so jih ustvarili, torej knjigi, ki so jo ustvarili, sta pravzaprav zelo primerljivi tudi z izdelki iz drugih, torej teh pomurskih šol. Še nekaj vtisov učencev o delavnici na osnovni šoli Kuzma. Naučila sem se, da je treba sodelovati in da ne more biti vedno vse po tvoje, pa tudi nekaj malenkosti tukaj iz tega muzeja. Risal sem nekaj pa barval. Videli smo sobo iz srednjega veka, ki je zelo lepo ohranjena. Meni je bila tudi ta soba zelo všeč. Poslikave so bile lepe in tudi pohištvo. Program Interreg Slovenija-Madžarska, v okviru katerega so ustvarjali učenki in učenci z obeh strani meje, je program financiranja Evropske unije, ki podpira čezmejno sodelovanje. Sodelovanje med Slovenijo in Madžarsko v okviru tega programa se je začelo že v 90. letih prejšnjega stoletja. Na gradu Grad je potekal strokovni posvet o tradiciji in prihodnosti uporabe olj v prehrani kot del izvajanja projekta Gorički. Konec maja pomeni tudi konec izvajanja projekta Gorički olej, ki ga skupina 7 partnerjev v okviru razpisa Las Goričko 2020 izvaja z namenom krepitve in promocije predelovanja olj na Goričkem. Na gradu Grad, sedežu javnega zavoda Krajinski park Goričko, ki je tudi eden izmed partnerjev, se je kot ena izmed zaključnih aktivnosti tega projekta odvil drugi strokovni posvet, ki je tokrat nosil naslov Tradicija in prihodnost uporabe olj v prehrani. Predavatelji so bili dr. Tanja Bagar iz inštituta IKANA
etnologinja Jelka Pšajt iz Pomurskega muzeja Murska Sobota ter gospa Gordana Tot iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje Murska Sobota. Gospa Tot iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje je opozorila na nekatere najpogostejše zmote pri uporabi maščob v prehrani. Najpogostejše zmote, vsaj prej so bile tudi za maščobe, recimo ravno za maščobe vemo že od nekdaj, da so nasičene maščobe, to so svinjska mast, pa druge te naše stare maščobe, znane kot nezdrave in danes še to velja, je pa še zmeraj razširjena kar močna uporaba teh maščob. Za olja pa tudi ljudje, ker je se nasplošno govorilo o maščobah, so menili, da so vsa olja tudi, poleg teh maščob tudi nezdrava. Vemo pa, da olja vsebujejo večji delež nenasičenih maščobnih kislin in so bolj zdrava za uporabo kot pa tiste maščobe, ki vsebujejo nasičene maščobne kisline. Zanimalo pa nas je še mnenje gospe Tot o tem, zakaj so naše prehranske navade tako vztrajno drugačne od strokovnih dognanj. Zaradi tega, ker dejansko proces učenja je dolgotrajen in vsak od nas rabi precej slišati stvari in spoznati novih stvari, da to tudi se nauči, ker kar vemo, večkrat slišimo, tudi to ozavestimo in se začnemo pol teh novosti oziroma zdravih prehrambenih navad tudi držati. Moje mnenje je, mislim, da predvsem zaradi tega, ker so se naši predniki zavedali, kaj pomeni pridelovati hrano in da ne jemo samo zaradi obredja, ampak da jemo tudi zaradi tega, ker smo lačni oziroma ker hrano potrebujemo za težko fizično delo. In to je moje mnenje in zaradi tega mislim, da so naši predniki znali pridelovati večvrstno in pa lokalno. Iz tega, kar je v svoji predstavitvi zbranim povedala etnologinja Jelka Pšajt, izhaja, da so naši predniki nekoč uporabljali bistveno več različnih olj, kot jih danes. Zanimalo nas je, kaj je po njenem mnenju temu vzrok in kakšen pomen ima pridelovanje lastnih olj za samooskrbo. Ker nisem ekonomistka, ne vem, če bi bilo to dobro z ekonomskega vidika, ampak zagotovo pa bi bilo dobro iz tega samooskrbnega, lokalnega vidika, da bi posamezniki začeli izdelovati, torej samooskrbno oziroma ne samo, da bi pridelovali, ampak da bi tudi znali predelati. To so naši starci oziroma predniki vedeli, ker tudi sem omenila res da na kratko, ker nimamo veliko virov, ampak imamo pa tudi materialne, tvarne predmete, ki pričajo o tem, da so posamezniki, torej govorimo, kot ste me vprašali o samooskrbnosti, so za lastne potrebe, niso vsi vozili recimo v mlin mlet ali pa množično v mline mlet, ampak so nekateri imeli tudi sami doma manjše, kako bi rekla, stiskalnice, v katerih so potem to zmleto seme potem tudi stisnili izključno za lastne potrebe. In lahko predvidevamo, da tudi zaradi tega, ker so počeli to samooskrbno, tudi zaradi tega nimamo več ohranjenih teh tovrstnih predmetov oziroma teh malih stiskalnic. Za razliko od mlinov, kjer se je seme mlelo in pa potem tudi naprej pražilo za večje količine. Primarni namen mnogih olj pa ni bil zgolj za prehrano, saj so po ugotovitvah etnologinje Pšajt naši predniki znali različna olja uporabljati še za mnoge druge koristne namene. Prvo kot prvo, bučna olja ali pa predvsem bučno, ker smo v severovzhodnem delu Slovenije, se je predvsem v prvi vrsti uporabljalo kot dodatek jedem, ne kot glavna jed. Med drugim pa ostala olja. Omenjeno je bilo tudi recimo laneno olje, makovo olje. Dobro, mak vemo, da se je tu uporabljalo predvsem za pogače kot zrnje, ne kot olje, ampak za laneno olje pa vemo iz pripovedovanj, da so v prvi vrsti ne uporabljali za prehrano, kot je bilo tudi predstavljeno, da je zelo zdravo olje. Naši predniki bi rekla, da so znali tudi zelo dobro vohati in okušati in jim najbrž ni bilo
po volji, po vonju in pa po okusu laneno olje, za katerega vemo, da je koristno in pa zdravo, in so ga rajši uporabljali, če se pohecam, za mazanje usnja oziroma čevljev. Ampak to, kar ste vprašali, torej olje ni bilo samo kot dodatek prehranskim jedem ali pa danes, kot je to vrhunec v gastronomiji, ampak so ga uporabljali tudi v vsakdanjih stvareh. No in laneno olje med drugim so uporabljali tudi kot zdravilo, predvsem govedo, ko je imelo težave z želodčnimi težavami, to vemo, da so ga uporabljali, in pa potrebno je povedati, da vsa ostala olja, predvsem laneno, makovo, no o lanenem znamo malo več povedati, se je uporabljalo v malih količinah, ker lan v končni fazi je primarno se uporabljal za tkanine, ne pa kot olje. Dr. Bagar je predstavila kemične lastnosti olj ter načine ugotavljanja kakovosti zlasti tistih olj, ki se uporabljajo v prehrani. Dotaknila pa se tudi najpomembnejše pridobitve v tem projektu, to je prve oljne kleti in vseh koristi, ki jih bodo od nje imeli prebivalci Goričkega. Inštitut Ikana je v tem projektu postavil eno oljno klet, ki je, mislim, vsaj za ta namen prva na našem območju. Ta oljna klet ima več funkcij. Ena izmed pomembnih je tudi to, da je ena takšna točka osveščanja, kad notri osnovne neke ne glih visoko tehnološke analitične naprave, ampak recimo spektrofotometri pa druge bi rekli naprave oziroma merilni inštrumenti, s katerimi lahko preverimo osnovne parametre kakovosti olja, da lahko, ne vem, tisti, ki si sami pridelujejo, ali kupci, ali pa tudi oljarji, preverijo osnovne parametre kakovosti tega olja. Kako to, da so nekatere sestavine maščob in olj zelo dobrodošle za naše telo, druge pa ravno nasprotno, je dr. Bagar pojasnila z naslednjimi besedami. Te maščobe so kar ena takšna kontroverzna skupina v prehrani. Dolgo časa je veljalo, ko so na splošno maščobe relativno, bi rekli, nekoristne ali ne dobre v zdravi. Dolgo časa je bila neka dogma, da se izogibajte maščob, če hočete biti vitki pa zdravi pa tako naprej. Zdaj se je lepo pokazalo, da ne moremo o maščobah kot celi skupini govoriti, niti o tem, da so dobre ali slabe. Dejstvo je, da jih naše telo potrebuje za to, da zdravo in dobro funkcionira in da recimo določene maščobe, pripravljamo maščobne skupine znotraj maščob, kot so transmaščobe, kot so recimo, ne vem, toplotno obdelane maščobe, rafinirane maščobe, te niso za nobenega dobre. So pa recimo, če bi zagledali primerjavo nasičene, nenasičene, so seveda nenasičene boljše za naše zdravje z vidika tega, da imajo takšne gibljive repke, da so malo manj urejene tiste maščobne kisline v njih in to omogoča, da ko se vgradijo recimo v naše celice, membrane, naše živčevje, da so te celice bistveno bolj fluidne in se hitreje odzivajo lahko na svoje okolje in lahko recimo bolje delujejo kot del našega telesa, kot celote. Je pa tudi velika razlika in izvor maščobe, recimo naše telo drugače presnavlja živalske maščobe kot rastlinske maščobe, tako da to je kar kompleksno področje. Sigurno pa je treba tu še, glih zato tudi takšni projekti in takšne točke za osveščanje, ker je tu še ogromno enih mitov pa dezinformacij. Sigurno pa je, da maščobe kot takšne naše telo brez njih ne more funkcionirati. Operacija Gorički olje se tako počasi bliža svojemu koncu, delo na povezovanju in spodbujanju goričkih oljarjev, da bi še naprej proizvajali domača olja in to vedno boljše kakovosti, pa se je s tem šele dodobra začelo. To je bilo za danes vse. Želimo vam še lep sončen dan naprej in do naslednjič, nasvidenje.